Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v predpraznični svetovalnici. V studiu Radia Ognjišče lepo pozdravljam tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference, duhovnika Gabriela Kavčiča. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala za vabilo. Poglejte, pred nami so res pomembni prazniki, na zunaj se že vse sveti, se že marsikaj dogaja. Upamo, da se dogaja tudi kaj v naši notranjosti. Kako se pa vi pripravljate na božične praznike? Jaz se pripravljam osebno predvsem tako, da da si poskušam ne pustiti ukrasti adventnega časa. Tako se pravi, da bi ne šlo tako, da tisto naraščanje, počasno naraščanje luči, ki ga spremljamo skozi 4 adventne tedne na adventnem venčku, da nam tega ne bi, da meni osebno, pa tistim, ki so mi bližji, recimo, ki nekako skupaj doživljamo adventni čas, da nam ves ta zunanji blišč, von po razlitem kuhanem vinu, ko greš po Ljubljani in po mandarinah, da nam to ne bi nekako kvarilo tega vendarle adventnega časa, ki je zaznamovan s tišino, s pripravo, tudi s molitvijo, vsem tem, kar je pač potrebno. Se mi zdi v vsakem primeru v življenju tako, da je neke vaje potrebne. Se pravi, ne prideš do nekega cilja brez enega vložka, ene vaje, in adventni čas bi morale biti manjše duhovne vaje v pripravi na Božič. Si je nesmiselno predstavljati, da bomo kar padli notri z vsem doživetjem in z vsem blagoslovom Božiča, če mislimo, da lahko, kot se reče, hop on, instantno ga doživimo, se je vendarle potrebno se nekoliko pripraviti. Čeprav, ko gledam pa mlade, pa včasih se vprašajo, zakaj pa se ne bi veselili, zakaj pa ne bi imeli lučk. Sami me vprašajo, zakaj cerkev uči nekaj, da moramo biti sedaj, ne vem, preveč vse umirjeno, preveč, skoraj bi rekli žalostni. Kaj bi jim odgovorili? Žalostni ne, mislim, da je, jaz redno se čujem v drugih službah z mladino, to zmeraj znova rešujemo. Se mi zdi, da je treba pač tudi mladini povedati. Ta prva zadeva je, da dejansko tako v življenju je, ne? Ni, kot se reče, ni samo potica, ne? Vsekakor pa nobene žalosti, pa nobene zagrenjenosti, to pa tudi ne. Pravzaprav je adventni čas tak, kot je, kot si ga sam vsakdo naredi, lahko čisto v redu. Zavedanje, ne, tisti DDV za zraven, recimo temu, je pa vendarle potreben. Se pravi, da vemo, da je v duhovnem življenju treba tudi kaj investirati po svoje, zato da je potem doživetje praznika drugačno. To ne pomeni, da je treba potem vse stvari ven metati. Zavedanje veliko prinese, no, že zavedanje. Je pa tako, sej posebej mladina, se potem človek mečken umiri, pa je potem drugače. Tako je. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, če bi želeli sodelovati v današnji svetovalnici, lahko pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00 s kakšnim vprašanjem današnjemu gostu. Poglejte, adventni čas, predvsem tudi prazniki, odpirajo naša srca. Ljudje postajajo kar malo boljši, vsaj v večini. Želimo si biti dobri v teh praznikih. Dobrodelnost je tista, ki nas vodi tudi v tem. Nekateri seveda kopičijo ali pa nakupujejo predvsem darila, drugi pa tudi so pripravljeni kaj storiti za bližnjega. Kako gledate na to dobrodelno noto praznikov? Torej, ko so ravno govorila o pripravi na Božič skozi adventni čas, včasih še pred desetletji je bil adventni čas, tako kot je vijolično obarvan v maši, kot vidimo, ko pridemo k svetemu bogoslužju. Tako je bil, se pravi, po vzoru postnega časa skoraj na nek način, tako je tudi notranja priprava zaznamovana s podobnimi metodami. Ta metode so pa zelo jasne. Gospod Jezus je zelo jasen, molitev, post, miloščina. To je tisto, kar nas pripravlja vedno tudi na
ali pa nas približuje Gospodu, približuje Gospodu v našem rednem življenju. Tako da gotovo je tudi ta segment zelo pomemben. Saj to se vidi, recimo po naših župnijah, se vidi v življenju naše cerkve. Letos morda malo manj, ker je bilo žal toliko priložnosti za dobrodelnost skozi celo leto, da je skoraj malo izvenelo to, da recimo župnijske Karitas obiskujejo osamljene, ranljive ljudi, recimo po domovih za ostarele, prinesejo kakšno voščilnico, kakšno pomarančo, potem navsezadnje v tem predbožičnem nakupovanju nam nekako tudi Miklavž, sveti Miklavž nekoliko pade ven in tako naprej. Ampak vendarle, če dobro pomislimo, je ob vsem skupaj ta dobrodelna nota tudi zelo pomembna, gotovo. Kaj recimo pa storiti, kako bi spodbudili ljudi, da res malo pogledamo okrog sebe? Mogoče ni treba, nakazovati denarja nekam daleč, ampak lahko vidimo že bližnjega v stiski. Tako, kot rečeno, mislim, da je, če se vsaj jaz kot duhovnik na župniji, pa tudi recimo na gimnaziji srečam vseh sort nekih zgodb, se mi zdi, da ko človek dobro pogleda okrog sebe, je možnosti za dobrodelnost zelo veliko. Zdaj, dobrodelnost si mi žal prevečkrat predstavljamo samo kot nakazovanje denarja v enem ali drugem smislu. Mislim, da ni to. Posebej v današnjem času vemo vsi, so socialna stanja zelo, zelo različna. Tako da ni več tako logično, da ljudje pravzaprav imajo kar tako zadarovati. Po drugi strani pa drži, da tisti, ki si najtežje privoščajo, tudi največkrat nekako radi darujejo. Jaz bi samo povabil, da bi se res zavedali, da nas dobrodelnost vendarle pelje bliže vzoru našega Gospoda, potem pa seveda na ravni župnijske Karitas, na ravni tega, kar imamo okrog sebe, možnost obiska kakšne osamljene osebe, ranljive osebe, izkoristiti priložnost za karitativno dejavnost. Gospod Gabriel Kavčič, ko govoriva o dobrodelnosti, mi prihaja tukaj na misel tudi ena od možnosti, ko smo lahko kristjani dobrodelni in obenem pravzaprav ničesar ne damo od svojega, če se tako izrazim, ker gre za nekaj, kar že v vsakem primeru damo državi ali pa recimo nekomu, nekim drugim nevladnim organizacijam, če seveda ne storimo nič. Torej gre za ta 1% naše dohodnine. Zakaj gre, kako ga lahko namenimo katoliški cerkvi? Ja, hvala lepa, da ste omenili ravno to temo. Verjetno oziroma so že večina poslušalcev, poslušalk opazili te zgibanke, plakate, tudi na internetu je nekaj možnosti, da so videli to akcijo. To je letošnji nekoliko bolj pospešen ali pa bolj poudarjen projekt katoliške cerkve, z naslovom, če je kdo opazil, daruje brezplačno, podpri našo cerkev. Se mi zdi zelo, zelo pomembna ta tema iz enega samega vidika. Zdaj potem kdo reče, spet denar, to dejansko ni v ospredju. Gre bolj na eni strani za državljansko vzgojo, za možnost tega, da nam država, se vemo, zmeraj nekaj jamramo nad davki, nad obremenitvami. No, tukaj je pa ena lepa priložnost, ki je priložnost tega, da pravzaprav je davek odveden v obliki dohodnine, je pa možnost, da kljub temu pri enem delčku, kot ste omenili, 1%, mi sami vplivamo na cilj tega 1%. In se mi zdi to zelo pomembno, predvsem strani tega, da se zavzamemo za to, kaj država pravzaprav z našim denarjem počne. To meni kot aktivnemu državljanu, zdaj kot tiskovnemu predstavniku ali kakorkoli, mi je to zelo, zelo pomembna misel, da vsaj tam, kjer imamo možnosti izkoristimo in se sami sebe vzgajamo v tem, da sem del te skupnosti, nekaj lahko storim, potem pa v katerokoli smer. To je potem čisto drugo vprašanje, ampak to prvo izhodišče, nekaj bom storil, izkoristil bom možnost. Jaz to skoraj da malo usporedam z volitvami, ker tam v redkih priložnostih lahko državljani vplivamo in tukaj je taka priložnost. Kaj recimo, če ne nakažemo nikomur tega svojega odstotka? Torej bom kar direktno povedal. Lete, v prejšnjem letu je bilo nekaj okrog 13 milijonov evrov razdeljenih skozi voljo ljudi. Se pravi, dohodnina je
obračunana in od tega gre recimo okrog 25 milijonov je ta 1%, ki je torej že odštet v vsakem primeru. Kdor se ga odloči nameniti kam, je to tja namenjeno. Kdor se ne odloči nameniti nikamor, je to ravno tako namenjeno, samo da namembo izbere v tem primeru kdo drug. Gre za tako imenovani sklad za nevladne organizacije. Tukaj bi dodal samo en stavek, pomislimo, če takole iz splošne izobraženosti ali pa ko poslušamo dnevne novice na vašem radiju ali pa beremo kje drugje, kakorkoli že, kaj to pomeni, če gre to ne po naši izbiri, skladu za nevladne organizacije, si lahko vsak samo misli, kje pristane kar okrog recimo 12 milijonov evrov. Veliko je teh nevladnih organizacij, kar težko jih je skoraj prešteti v naši državi. Gospod Kavčič, kam pa gre ta denar, ki ga namenimo, ta odstotek katoliški cerkvi, komu se je namenjen? Ja, lejte, to je ena taka velika tema v naši cerkvi, namreč vedno znova se pojavljajo te zadeve, ne, cerkev mora biti revna, pa tako naprej. To gotovo velja, ne, ta nenavezanost cerkve na denar in vemo tudi, jaz tudi sam sem javno vedno na strani tega, da mora biti do vsakega centa vse pravilno zavedeno, ker je cerkev že pokazala, da je ranljiva na tem področju. Tukaj se mi zdi pa res v redu, ker je dejansko preverljivo na vsak cent, gre pa v res velika dobra dela, ki jih cerkev na vseh področjih izvaja in se tega ljudje včasih sploh ne zavedajo. Lejte, ko gre za 1% dohodnine, je možnosti namembe ogromno. Zdaj, to je vse od gasilcev Caritas do vseh možnih nevladnih organizacij na vse zadnje. Potem imamo pa znotraj katoliške cerkve imamo pa celo paleto možnosti. In mi se sploh ne zavedamo, kaj vse se zadaj dogaja. Recimo, če je dohodnina, na primer, namenjena katoliški cerkvi, potem imamo tukaj zadaj en gromozanski sklad, iz katerega črpajo, na primer, slovenski katehetski urad. Se pravi, vsak, ki je kdaj imel opravka, na primer, s kakšnim učbenikom za verouk, starši ali pa otroci, ali pa recimo tisti, ki so kakorkoli imeli recimo opravka z veroukom, ne vedo, da je zadaj slovenski katehetski urad, ki ni tam kar nekje v zraku. Mora od nečesa živeti in tudi starši plačamo malo, relativno zelo malo za celo leto verouka in za bi rekel tudi jaz, recimo, in za možnost nadaljnega razvoja naše kateheze, recimo tukaj slovenski katehetski urad bistven. Potem imamo urad za mlade, samo predstavljamo si, koliko je njih akcije zadaj, ki jih mi potem kar malo pozabimo, pa je čez celo leto, zelo leto zaključujemo, samo pomislimo nazaj na področju mladih, koliko se dogaja na lokalnem nivoju, tudi državnem nivoju. Potem imamo komisijo za šolstvo, ki se ukvarja z vprašanji šolstva v naši državi, recimo, ki je, vemo, kako je šolstvom pri nas. Potem katoliška mladina z vsemi možnimi projekti, od skorajšnjega tezejskega srečanja mladih do stične mladih in tako naprej. Potem Radio Vatikan, slovenski program, ki gostuje tudi na valovih vašega radia, recimo Družina in življenje, potem oratorij, kdo še ni slišal za oratorij, naprimer, se tudi financira iz teh zadev. Potem tako imenovana kategorialna pastorala, to se pravi policija, naprimer, tam, kjer imamo policijski vikariat, duhovno pomoč v oskrbi policije, potem recimo Vera in luč, ne? Poznamo Vero in luč, pomemben del naše pastorale tudi za najbolj ranljive. Potem nas zadnje zavod Živim, spomnimo se pohoda za življenje, naprimer, in tako naprej. Potem pastorala slepih in slabovidnih, pa inštitut Integrum in tako naprej, lahko bi naštevali še in še. Torej, priložnosti za dobra dela je tukaj ogromno, stane pa seveda nikogar od nas to popolnoma nič. Res veliko dobrega lahko naredimo. Povedali bomo mogoče v nadaljevanju, kako to storiti, kako izpolniti te obrazce, kam poslati. Zdaj pa na telefonski zvezi lepo pozdravljam gospo Julijano iz Šentjakoba. Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Povejte, gospa. Tole oddajo, pa me zanima tole o odstotku dohodnine. A je to treba vsako leto na novo, ali to velja, če nekam vložiš? Mi imamo sin, pa mož imata pri jezuitih, ker imamo tam sorodnika, pa zdaj ne vem, ali je to treba vsako leto obnoviti, ali to pol ostane tako, kot je.
Hvala za vprašanje, zelo pomembno. Ja, tudi jaz se zahvaljujem za vprašanje, hvala lepa. Lejte, ni potrebno storiti popolnoma ničesar, če je že namenjeno. Tudi jaz sam imam recimo to zadevo že nekaj let urejeno, tako da se, če se pri meni pri mojem načinu življenja karkoli slučajno najde, se ni veliko, ampak kot rečeno, vsaka drobtinica je pomembna. Recimo imam to že leta nekako speljano, skanalizirano v eno od naših škofijskih gimnazij in to tako ostaje, sem šel ravno zadnjič preveriti. Tako da, če imate to že urejeno, lahko pustite tako, kot je. Evidence se ne spreminjajo, pomembno je, predvsem za tiste, ki o tem še niso razmišljali, da spodbudimo drug drugega, da to storimo. Ko je to enkrat storjeno, lahko pustimo, lahko si pa tudi premislimo, pa kaj spremenimo in potem tako ostane, kakor spremenimo. Hvala lepa, z nami pa je že gospod Zdravko z Ajdovščine. Dobro jutro tudi vam, še enkrat. Lepo vas pozdravljam. Ja. Se mi zdi, da ste malo skrenili nekam drugam. Jaz bi rad govoril o praznikih konkretno. Povejte. O velikonočnih praznikih. Včasih, božičnih verjetno. Ko sem bil jaz otrok, je bilo to čisto nekaj drugega. Ker ni bilo teh medijev, ker ni bilo televizije, ker ni bilo ničesar. In takrat si sprejel te velikonočne praznike, glede staršev, ko si ti pravili, kaj to predstavlja, kako to je. Danes pa imaš radije, televizije, vse nekaj reklamirajo to stvari, kupi kupi ne vem kaj. In to je vse skupaj povezano z denarjem in ni več takega praznika, kot je bil včasih. Gospod Zdravko, kaj pa vi naredite, da si polepšate, da je praznik takšen, kot mora biti? Jaz imam v sorodstvu tudi župnika. In ravno včeraj je prišel k meni domov, da sva naredila spoved. In, halo? Ja, povejte. In sem se spominjal, in sva se spominjala, kako je bilo to včasih lepo, kako si to sprejemal, kako si hodil v cerkev. Jaz sem tudi ministriral do 15 let. Vam povem, da to je bilo nekaj čisto drugega, kot je danes. Danes smo osvojeni s temi reklamami in pesile, da kupaš trgovin je nebroj in to mislim, da se bojim, da se tega ne bomo nikdar več rešili. Veste kaj, hvala lepa vam, gospod Zdravko, za vaš klic, za vaše razmišljanje. Ja, res sva rekla tudi na začetku današnje svetovalnice, vrnimo se k bistvenemu, umirimo se vsaj tisti, ki si želimo tega notranjega miru, da bomo res s pravim srcem pričakali praznik Jezusovega rojstva. Vseeno pa midva, gospod Gabriel Kavčič, mogoče nadaljujeva tam, kjer sva ostala, torej rekla sva, lahko namenim odstotek dohodnine nekomu, ki želim, lahko je to katoliška cerkev, lahko je kakšna druga organizacija, Caritas, ne vem, Vincencijeva zveza dobrote, kakšna druga, tudi cerkvena organizacija. Na kakšen način pa lahko doniram to, kaj moram storiti? Vem, da so nekateri ljudje, kot ste rekli, pošiljali kar prazne obrazce, kar pa ne velja potem. Ja, seveda. Torej, ljudje so te dni, prejšnji teden, dobili priloženo v tedniku Družina tole zgibanko, ki jo imava tudi mi dva tukaj zdaj pred seboj, s tole simpatično sliko škofa Jamnika na naslovnici. Bi samo poudaril, da je treba zgibanko odpreti, ne, in tisti, ki so prejeli zgibanko s tednikom Družina, bodo notri najdejo potem tudi ta obrazec, ki ga je pa res potrebno izpolniti in potem oddati v najbližjem poštnem nabiralniku, tako da ne bi prišlo do nesporazuma glede tega, morajo biti podatki davčnega zavezanca seveda vpisani. To je ena varianta, seveda to je zdaj ena možnost, druga možnost je, ki jo bodo ljudje ali pa so jo že opazili po naših župnijah, tudi v moji župniji smo že prejeli podobne zgibanke, tako da je možno tudi to tako izpolniti obrazec priložen zgibanki po župnijah. Potem pa seveda je možno tudi, da to sami storimo z obrazcem, ki se ga najde na internetu.
in se ga tudi lahko potem odda po pošti. Tisti mlajši, bolj vešči elektronskih medijev in nekako aktivnega državljanstva preko interneta pa lahko to zelo enostavno storijo tudi na portalu e-davki. Sem sam preizkusil zadevo, se v bistvu poklika in prednost tistega je, da se kar samo izpiše, kaj ne, tako da lahko pravzaprav v nekaj sekundah pravzaprav zadevo rešimo tako, kakor želimo rešiti. Opozoriva še mogoče, dokdaj je treba to storiti? Ja, tako, sem vesel, da smo to temo odprli zdaj tik pred prazniki in še pred nekaj delovnimi dnevi, ki jih imamo na voljo naslednji teden, oziroma jih bomo vsako v svoji službi nekako preživeli še naslednji teden. Se mi zdi, da je zelo pomembno, to zavedanje še nekaj dni je na voljo, da se zadeva lahko za nazaj normalno obračuna. Do 31. decembra je to. Mora biti seveda zadeva na Finančni upravi Republike Slovenije, če ne, se bo potem, če pride po novem letu, zadeva zapade in se jo obračuna šele v letu 2025, potem naslednjič. Bo ravno tako veljalo, ampak je zamik enega leta, velja 31. december, ker nekje treba postaviti eno mejo, da Finančna uprava to lahko predela in registrira. Gospod Gabriel Kavčič, prej ste omenili, da želite biti aktiven državljan. Kaj to pomeni biti kot kristjan aktiven državljan na vseh področjih? Lejte, to je ena tema, ki je meni zelo, zelo draga. Jaz pač tudi v drugih vlogah, ki jih nekako imam pri vzgoji mladine, pa na župniji, pa tudi na fakulteti en delček, se mi zdi tako zelo pomembno posebej pri delu z mladine to poudarjati. Ne samo Božiča, to je zdaj, se pravi, eden od središčnih trenutkov našega cerkvenega leta, praznovanje Kristusa, Gospodovega učlovečenja. In potem imamo Slovenci ta privilegij, da takoj naslednji dan praznujemo državni praznik. Se mi zdi tako zelo lepo, vsako leto je to povezano, utrjevati se v identiteti kristjana in utrjevati se v identiteti Slovenca. To dvoje je nujno povezano. Tako kot je včasih vidimo po Ljubljani, še zdaj vidim študente, pridejo s tistim puloverjem katoliške mladine oziroma in zadaj piše aktiven državljan, dober kristjan, aktiven državljan, nekaj podobnega se mi zmeraj lepo zdi. Biti kristjan pomeni zavedati se, da me je Gospod Bog postavil tukaj noter v ta kraj, kjer sem trenutno, tukaj živim svojo vero, tukaj me Gospod želel me imeti Slovenca in to je treba potem vedno znova sam pri sebi razmišljati, kako jaz lahko to čim boljše uresničim. Vsak ima svoje možnosti in zaradi tega tudi mene ni kot duhovnika strah spregovoriti tudi o teh temah, o čemer danes govoriva. Tukaj smo zdajle trenutno, tudi Gospod Jezus je bil v tistem trenutku tam znotraj svete dežele in se tudi z zelo konkretnimi vprašanji državljanstva in obnašanja v družbi ukvarjal in mislim, da to lahko vzamemo za zgled posebej Slovenci, ki nam to nekoliko manjka. Moramo pa seveda to ozavestiti in se zavedati, da smo vsi nekam poklicani. Poklicala pa nas je že gospa Neža z Lukovice. Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Želim pa iskrene čestitke za to oddajo in za praznike. Hvala lepa. Želi lepo preživeti. Mene pa zanima, sem upokojenka in če se ta vsota nakazuje od vsake pokojnine, a je od določene vsote? Torej pri dohodnini, hvala za vprašanje, gospa. Pri dohodnini je seveda tako, da dohodnina se obračunava od prispevkov oziroma od vseh dohodkov nekako ljudi, ki prejemajo plačo. Iz tega ste upokojenci nekako seveda se ne obračunava dohodnina zaradi tega, ker vam pokojnina tako ali tako pripada. Tako da tukaj apeliramo bolj na aktivne upokojence, seveda mnogi upokojenci imajo tudi danes, živijo naprej v okviru svoje delovne zmožnosti in pridnosti, kako bomo temu rekli, in pa redno zaposlene državljane, ki pač prejemajo neke mesečne dohodke iz zaposlitve. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala, gospa Neža. Z nami pa je že gospod Jože z Ribnice. Lep pozdrav tudi vam.
Dober dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi pa še eno vprašanje imam. Glede, jaz imam že pred leti, ko je moj sin obiskoval šolo, srednjo versko šolo, in sem nakazoval takrat podpisal za to donacijo teh davkov. A se to nadaljuje, treba vsako leto to obnavljati? Kot rečeno, ja, se pravi, načeloma se nadaljuje. Hvala lepa. Se mi zdi zelo pomembno to, načeloma se nadaljuje, lahko pa za vsak slučaj, če je vse v redu, vseeno preverimo oziroma še enkrat pošljemo obrazec, tudi to je možno. Kot rečeno pa, kdor ima to že urejeno, lahko zadevo pusti tako, kot je in se nadaljuje skozi vsa leta naprej. Finančna uprava shrani podatke in dokler davčni zavezanec ne spremeni svoje volje, svoje odločitve, to ostaja tako, kot je zabeleženo zadnjikrat, ko je davčni zavezanec javil, kam bi rad nakazal svoj odstotek dohodnine. Hvala tudi za to pojasnilo. Pred sklepom današnje svetovalnice gospod Gabriel Kavčič se ozriva še na praznik, ki je pred nami, sveti večer, Božič. Kako ga preživeti? Po eni strani seveda ljudje, ki imajo urejene razmere, živijo v družinah, se veselijo tega praznika, drugi so osamljeni, nekateri v domovih za ostarele, nekateri v stiski pričakujejo ta praznik. Kako ga pravzaprav doživeti v vseh okoliščinah življenja? Ja, jaz bi res tukaj rekel, da izkoristimo to priložnost teh praznikov ne za božičkovo darila, pa za nabiranje pozitivne energije, pa teh stvari, kot se danes reče, tudi to morda komu kaj pomeni, ampak res za kristjana pa ne velja. Mi praznujemo, bistvo božiča je božiček, ta pravi božiček, to je mali bog, ne bogec, še bolj kot božiček, to je božič. Ko izgovorimo besedo božič, izgovorimo besedo Bog zraven, vnotri, skrito. Dajmo se tega zavedati, potem zavedajmo se, to, kar je prej gospod Zdravko iz Ajdovščine zelo dobro, se mi zdi zelo ognjevito opisal, naša okolica nam tega ne dopušča, nam ne dopušča, se pravi, eno veliko pretvarjanje o veselem decembru, to mi zdaj trenutno živimo, ki je za marsikoga še zelo ali pa zelo, zelo nevesel, tako kot poje Adi Smolar. Nedelja, lahko bi rekli Božič, lep je dan za srečne ljudi, kdor pa je sam, se še bolj nesrečen zdi, in tako je. Dajmo torej gledati okrog sebe in poskrbimo res. Jaz zmeraj spodbujam tudi mladino, posebej mlade družine. Obujajmo slovenske tradicije, obujajmo naše krajevne tradicije, obiščimo bogoslužje, pojdimo pred jaslice, župnijske jaslice in domače jaslice. Dajmo blagosloviti hišo, kot je v navado, lepa slovenska navada ob svetih večerih, 3, ki nas zdaj čakajo. Dajmo vsaj nekoliko tudi obuditi družinsko molitev. To so tako pomembne zadeve, ki smo jih mi v misli na veseli december in da smo zdaj pa kar zadovoljni, nekako zmetali ven, pa je to v bistvu zelo tragično vse skupaj lahko. Glejmo na svojo družino, glejmo na svojo župnijo in glejmo na tiste, za katere veseli december ni prav nič vesel, se pravzaprav za nobenega od nas ni, ne se vsi komaj čakamo te praznike, to vse pove o veselem decembru, kaj ne? Mogoče še to misel za sklep. Papež Frančišek je pri sredini splošni audienci kot večkrat že prej nas povabil, da se ustavimo v tem veselem decembru, v tem hitenju pravzaprav in se zazremo v jaslice. Zakaj je pomembno, da si vzamemo ta čas, mogoče tudi prisluhnemo, kaj nam Jezus tam želi sporočiti? Torej, lahko rečem predvsem, kako sem jaz osebno doživel te papeževe besede. Jaz, ko pogledam učlovečenega Boga v jaslicah, tega bogeca, tega božička, malega Boga tam v jaslicah, mi je zmeraj ta pomembna misel. Recimo letos še bolj aktualna, ko je tak nemir in vojna v sveti deželi, da Gospod Jezus
postal del tega sveta, prevzel našo telo in zaradi tega še kako igra vlogo prav v našem življenju. Na eni strani, ker vemo, da je Bog postal eden izmed nas, se pravi, da hodi z nami vse od takrat prav konkretno, skoraj da fizično, na drugi strani, da ga lahko mi posnemamo, gledamo njega, se umirimo v pogledu nanj, naj bo to v jaslicah, naj bo v evharistični adoraciji, naj bo pri sveti maši, ko ga smemo gledati in ga vedno znova prosimo, da bi bil Gospod vedno bolj podoben tebi. Ti si postal podoben nam, daj, da bi jaz bil podoben tebi. To je recimo ta umiritev, to sporočilo, ustaviti se pri jaslicah, pustiti, da nas nagovorijo. Ko se bo seveda detece znašlo v njih, zdaj še nismo čisto tam. Torej v nedeljo zvečer. Hvala lepa, gospod Gabriel Kavčič, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference. Že zdaj vam želim blagoslovljene božične praznike. Hvala tudi vam za vabilo. Pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem in vsem skupaj blagoslovljene božične praznike, da bi jih doživeli v miru in res na globoko. Hvala, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za vse, ki ste sodelovali v današnji svetovalnici, za vse, ki ste nas poslušali. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Lep dan vam želim. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.